Večer s knjižnico. Dober večer. Lepo pozdravljeni v torkovem večeru s knjižnico na Facebook strani na Facebook strani Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, v katerem ponovno gostimo avtorico knjige in predstavljamo knjigo. Z nami je že Vida Igličar, ki je napisala, ilustrirala in oblikovala knjigo z naslovom 100 dni za boljšo mene in s podnaslovom 100-dnevno potovanje do boljšega počutja z enim majhnim dobrim dejanjem na dan. Vida, lepo pozdravljena v naši sredi. Živijo, Tanja, in en lep pozdrav vsem poslušalcem in najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi tvojemu odzivu in pričakujem, da bomo naredili en lep pogovor, da bo en lep večer. Se zelo veselim tega pogovora in me že zanima, kaj boš odgovorila na moja vprašanja. Naj pa še pojasnim, da sva se z Vido dogovorili, da se tikava. Čeprav se osebno še ne poznava, se pa veselim tega, da bomo nocojšnjo gostjo Vido Igličar na tem pogovoru vsi bolje spoznali. Za začetek naj povem, da je bilo zame vse v povezavi s to knjigo niz presenečenj do zadnje minute, pravzaprav. Namreč poznam njena starša in vedela sem, da je njena mama v soavtorstvu v tem času izdala novo knjigo. Nato sem izvedela, da je tudi Vida izdala knjigo in preprosto se mi je to zdelo neverjetno in tudi zanimivo. Ne zgodi se pa prav vsak dan, da mama in hči tako rekoč hkrati izdata svojo knjigo, posebej, če nista ravno pisateljici. Tekom priprav na nocojšnji pogovor sem doživela še kar nekaj presenečenj, nekaj jih bom zagotovo tudi izpostavila v tem pogovoru. Eno od teh je bilo, ko sem prvič odprla knjigo in prebrala stran, ki sem jo naključno odprla, bilo je to plavanje. Ne toliko zaradi same vsebine, čeprav sem se v njej zelo našla, pač pa zaradi neverjetne odkritosti, s katero se Vida v knjigi predstavlja in razkriva. Knjiga, ki jo predstavljava nocoj, namreč prinaša precej odprt pogled na to, kdo Vida je. Pa me za začetek, Vida, zanima, kako bi se ti predstavila. Kdo si? Ja, to se mi zdi eno tako vseživljenjsko vprašanje oziroma vprašanje, na katerega vso življenje iščemo odgovor, oziroma se spreminja in se mi zdi to v redu, pač pridejo skozi življenja različne vloge, ki iz nas potegnejo različne stvari. Jaz bi zase v tem obdobju rekla, da sem zagnana iskalka smisla in osebnega zadovoljstva, da sem velika navdušenka nad hribi, nad rožami, nad zdravo prehrano, da občudujem vse, kar je lepo, da imam rada minimalizem. Sem ženska, ki se trudi biti sprejemajoča do sebe in ljubeča do partnerja, iskrena do svojih staršev, do družine, do prijateljev in vsekakor tudi sočutna in v navdih ali pa v podporo vsakemu sočloveku. In poleg tega sem pa tudi samostojna umetniška direktorica oziroma grafična oblikovalka in ilustratorka. Zanimivo. Obsežna predstavitev, kar nekaj aktivnosti si naštela. Kako bi se pa pred nastankom te knjige predstavila? Kako bi odgovorila na to vprašanje, kdo si? Pred 3 leti, recimo. Ja, takrat bi začela in končala z zadnjim stavkom, torej, da sem, ne vem, če bi jih končala, ampak ne bi bila toliko pozorna na to in bi rekla, da sem grafična oblikovalka in ilustratorka, dodala še kakšen hobi in pa bi se to zaključilo. Se ti je to takrat zdelo še res neka tvoja najpomembnejša identiteta? Nekaj, kar lahko razkriješ pred drugimi, kar nekaj velja? Tako, in tudi bilo mi je zanimivo opažati, da bi sigurno v tistem obdobju, da je bilo to prvo, kar bi človeka drugega vprašala. Po imenu bi bilo, kaj dela, oziroma ki je zaposlen, medtem, ko se mi zdi zdaj veliko bolj pomembno, kaj nekdo dela, ko se mu služba zaključi.
kaj so njegovi hobiji, kaj ga zanima, s čim se ukvarja, kaj razmišlja, preden gre spat. Ali to pomeni tudi, da je to bistvo življenja nekje drugje, no, da ni v službi? Jaz bi rekla, da je lahko oboje. Vsekakor pa ni fajn, če je samo v službi. Ja. Oziroma, ja, se mi zdi, da to ni fino. Ne bi pa rekla, da pa ni zaželeno, da služba tudi prinaša del izpopolnitve. Kako je pa nastala ta knjiga, o kateri danes govoriva, ki jo vidimo tudi v našem ozadju? Smo se pripravili na to, ker jo drugače ne moramo pokazati. Kako je nastala? Ni bilo tako, da si se usedla in rekla, bom napisala knjigo. Ne, tako na ta način si najmanj, ja. Jaz sem bila na neki točki, potem, ko sem se srečala z izgorelostjo, se mi je zdelo, da se ne počutim najboljš in sem se zadala en tak kreativni in osebnostni izziv in sem si rekla, jaz bom zdaj 100 dni vsak dan naredila eno majhno stvar, zaradi katere se mi zdi, da bi se lahko jaz ali pa moji bližnji boljš počutili. In jaz sem si rekla, da bom to vsak dan objavljala na Instagramu, zato ker se mi je zdelo, da če bom to nekje javno napovedala, da pol ne bom mogla že kar drug dan obupati, in da me bo to brcalo, da bom pol s tem res ustrajala 100 dni, če sem si že dala tak plan. In dala sem si tudi nekaj, ne vem, kakor pravila, da bom vsak dan odgovarjala na neka ta 3 vprašanja, da bom vsak dan naredila eno ilustracijo, čisto zaradi tega, da me bo to tudi nekako kreativno izpolnjevalo. In potem, ko se je začel projekt odvijati, jaz sem imela željo, da pač mogoče kaj odkrijemo sebi, da mogoče naredim kaj izven cone obdobja in v iskanju tega, kako se lahko boljš počutim. In bolj se je nekje, recimo, da na polovici projekta začel res kazati, da bo pa to imel večje posledice na moje življenje, kot sem si jaz kadarkoli prej predstavljala. In se mi zdi, da tudi zaradi odziva bralcev na Instagramu, ki so mi potem dali vedeti, da je to tudi njih spodbudil, veliko mi jih je pisalo, da so se oni že tekom mojega objavljanja tega sami lotili. In potem, ko sem jaz zaključila projekt, naredila neke večje korake v življenju, ampak niso bili te ključni. Bili so te mali, zaradi katerih sem se po 100 dneh res drugače in boljš počutila. Sem potem jaz pristopila do Mladinske knjige, povedala za svoj projekt in rekla, da želim narediti knjigo in ne samo knjigo, ampak priročnik, s katerim bi lahko tudi druge aktivno povabila, da se lotijo nečesa podobnega. In Mladinska knjiga je bila zanj, tako je potem nastala knjiga. Koliko je bolj popolj še tega dela s knjigo? Kako hitro je nastala knjiga potem? Ko ste začeli sodelovati z založbo? 1 leto. Se pravi, januarja lansko leto sem jaz njim pisala, so mi oni odgovorili, so mi dodelili urednico Urško Kaloper, ki je bila takrat še na porodniški in je bil plan, da avgusta se ona vrne in takrat začnemo aktivno delati. Potem smo res 3-4 mesece sem aktivno delala predvsem na vsebini. Bilo je tudi tako, da ene grafike, ki sem jih jaz delala takrat za objavo na Instagramu, so bile tudi v angleščini. In to bilo treba vse spremeniti za slovenski trg, vse lektorirati, ker pač prej meni ni bilo to pomembno, je to slonično, vse pravilno. Urška me je veliko tudi opominjala, če je bilo kje tako malo v oblakih napisano, da ne, da to mora biti kar konkretno, da deva se čim več spomniti in pač dopisati vsebino, da bo bralcu čim bolj jasno. Potem smo na koncu še kakšen mesec čakali papir, zaradi korone se je tudi to vse malo zavleklo in potem je bilo, mislim, da nekje 5. januarja letos je bila knjiga uradno izdana. No, zanimivo, namreč jaz sem se prav zaradi te tvoje knjige ponovno, ne vem po koliko poskusih že, lotila Instagrama, da sem se malo noter, saj naša knjižnica tudi deluje na svoj profil Instagram, ampak se ena druga sodelavka z njim ukvarja, ki ga bolje obvlada. In seveda zadnje presenečenje danes, nisem prej niti pomislila na to, seveda, da si objavljala vse v angleščini. In potem me je res prešinilo to, kako pa saj te ilustracije so, ker sem se spomnila na teh ovitih besed, no, 2 zitih besed, pa se to je bilo vse v slovenščini, torej si morala res prirediti določene ilustracije in tudi tam sem videla, da je nekaj priredb.
za knjižno izdajo, da so ali kakšne malo spremenjene ilustracije, ali tam so bile tudi fotografije, tle jih je manj v knjigi, kakor vidim. Fotografije so Ja. bile tekom projekta večinoma, če ni bilo časa za ilustracijo. In smo želeli pol ob knjižni izdaji pač to dopolniti. Vsa dejanja so ostala v osnovi taka, kot so bila, ampak je pa nekje prišel malo do, recimo, poglobljene razlage. Čas sem tako bolj na hitro, pa bolj v oblakih, ki je napisala, ko je pa šlo za knjigo, je pa urednica želela, da je vedno jasno napisano, zakaj se je šlo tisto. Torej, kar nekaj dela vas je še čakalo, ni bilo samo, da smo samo prestavili na papir, ne, iz tega Instagram formata. A se lahko še malo dotakneva izgorelosti, oziroma koliko o tem lahko še poveva? Namreč ena od presenečenj v povezavi s to današnjo predstavitvijo je bilo tudi to, da se jaz letos še posebej veliko srečujem s to diagnozo, če to sploh je diagnoza ali je v bistvu neko stanje. Velikokrat slišim o tem, mnogo več kot prej, recimo lani, ja, večinoma sem samo to knjigo, ki seveda še vedno ima čakalno vrsto tega znanega avtorja Aljoša Bagole, Kako izgoreti, ki je vedno v čakalni vrsti. To sploh vem, zagotovo se spominjam, da knjiga ni bila nikoli prosta, da bi jo si jo nekdo lahko sposodil iz police, ko jo slučajno sreča na polici, ampak letos se mi je pa res, ne vem, prvič videla sem predstavitev, pogovor, ki ga je imel Aljoša z tržiško knjižnico, ki jo tudi spremljam, tam sem poslušala, potem pa kar naprej sem srečevala neke te novice o tem stanju, pravzaprav o tem, kdo je tudi to diagnozo dobil, ali pa in med njimi si bila tudi ti, in to me je zelo presenetilo, ker vem, da si še mlada. Kaj nam lahko poveš o tej izgorelosti, o tej svoji izkušnji? Kako pride do tega? Kakšno stanje je to? Kakšna je bila tvoja izkušnja? Kolikor lahko delaš? Jaz pravim, da tisti, ki smo se srečali z izgorelostjo ali pa smo v njej nagnjeni, da imamo vsi ali pa smo imeli v sebi eno rano in smo jo potem polnili ali pa jo prikrivali z delom. In da pride do rane in da pride do tega, da to krpamo ravno z delom oziroma s službo, se mi zdi pa kombinacija več različnih vzorcev oziroma enih prepričanj. In se mi zdi, da ima vsak vse potem neko svojo unikatno zgodbo. Pri meni se mi zdi, kakor zdaj pač vidim, kakšen je moj pogled za nazaj, da je bolj ključna dvakratna nenadna izguba bližnjega, ki me je nekako pustila z občutki krivde in z dosti enih neodgovorenih vprašanj. In to je bilo ravno v obdobju, ko sem jaz začela s študijem grafičnega oblikovanja v Angliji. In se mi zdi, da sem takrat potem bila nekako soočena s temi vprašanji in se potem vrgla v delo in s tem delom začela prazniti oziroma polniti neko to praznino in da takrat se je pri meni začel nekako krhati vse, oziroma so se začeli postavljati neki temelji, ki niso šli potem v pravo smer. In tudi pol naprej, kadarkoli, ne vem, ali se je zgodilo nekaj negativnega, sem se pač zakopala v delo, imela sem kakor nek skoraj napisan recept, da če bom delala, da bo uspeh prišel in z njim tudi pozitivno počutje. Ja. To je bilo to delo samo, če se pri tem ustaviva, zate je pravzaprav pomenilo nekaj, ki si bila vajena teh uspehov, ne? In nekaj, kar lahko pričakuješ neko pozitivno povratno informacijo in da siguren, da to seveda te razveseli in nekaj, pač to je neka smer, kamor si šla, čeprav razumem, ki si vedela, da te bo nagradila. Ampak kako pa, da postane to, nekje si napisala, da si res potem samo še delala. Čeprav si imela tudi druge vrednote, ampak
Vse ostalo nekako je moral počakati, ne, ali pa si malo preložila, ampak nekako je pol prišlo do stanja, da si res delala 24 ur na dan, skoraj nič spala, no, tako rekoč bi rekla. Vse tvoje dejavnosti so šle res v delo in v izpopolnjevanje svojih sposobnosti na tem področju. Ja, spet se mi zdi, da je kombinacija več razlogov. Eno je bilo, jaz sem že zgodaj se je pri meni videla želja po perfekcionizmu in jaz sem takrat ponosna na to. Meni se zdi, da ja, pač jaz si želim, da so stvari dobro narejene. Bilo je tudi to, da se je meni potem že v tujini zgodil hiter en uspeh, prejela sem nagrade, študij sem zaključila kot najboljša študentka v letniku, prišla nazaj v Slovenijo, se takoj zaposlila v oglaševalski agenciji, ki je spet tudi bilo odlično okolje, da sem jaz ohranjala ta del sebe, ki je bil pretirano navezan na delo. In še zelo pomembno je bilo, pa jaz sem v delu oziroma še zelo uživala, meni je bilo ful fajn, meni je bilo dobro biti in v službi in hkrati v službi se mi je zdelo, da imam neke izzive. Kmalu sem pa potem odprla tudi svoj popoldanski SP, kjer sem pa delala neke svoje projekte, ki so mi bili tudi zelo pomembni. Jaz nisem dolg časa videla, da je karkoli narobe s tem, če jaz to delo uživam. Zakaj ne bi pač pol posvetila veliko časa temu, ampak se spomnim, da recimo je prišel lep vikend in meni je bilo, da bi pomislila, grem na izlet ali bi raje delala na tistem projektu, pač sem se zelo hitro odločila za projekt. Nisem izdel, da bi karkoli zamujala, ne vem, pač to, če bom doma in ustvarjala, se mi je zdel čisto v redu. Pol se pa spomnim trenutka, ko se je začela ta izgorelost in takrat je glih najboljša prijateljica rodila in jaz se spomnim, da sem gledala njo s tem otročkom in meni se je zdel, wow, pač to je takrat sem ugotovila, kako je, ko imaš še nekaj drugega v življenju, meni se pa takrat zdel, jaz sem ni začela z bolniško, zdaj se mi je pač, da sem ostala brez vsega, jaz zdaj ne moram delati in jaz nimam več ničesar in takrat, ko je ta misel prišla, sem videla, ok, ni res, da nimam ničesar, imam družino, imam prijatelje in če se meni to zdi, da sem na bolniški, ne moram delati in da nimam ničesar, je pač nekje šlo res močno v napačno smer. Mogoče bi se veselil, zdaj se pa lahko končno odpočijem ali pa, ne vem, lahko počnem, ne vem, tisto, česar že dolgo nisem moral in tako naprej. A je bila res tebe zagrabila prav praznina, da nisi vedela, kaj bi prijela v roke ali kako so izgledali te prvi dnevi? Kako si se odzvala, kako si se organizirala? Jaz se spomnim, da sem že preden je prišla prav diagnoza in bolniška, sem si jaz rekla, ne vem, očitno sem nekako začutila, da mogoče preveč delam in sem si rekla, da po 5. ne bom več delala. In se spomnim, da je bilo meni čudno, da nisem vedela, kaj naj počnem sama s sabo. Jaz sem si mislila, pač bom šla spat, ful zgodaj, ne. Potem je tudi prišlo, da sem zelo težko obvladovala situacije, ki niso bile v moji kontroli. Hitro sem padla ven, hitro so me stvari ujezile, bila sem razdražljiva. To mi je pol veliko ljudi rekli, tudi še za nazaj, ja, da so videli, da z mano da nekaj ni v redu. Ampak jaz sem to mogoče pripisovala pač nekemu stresu, ki je pač prišel zraven s tako količino dela. Potem je bilo pa ključno za to, da sem jaz videla, da nekaj ni okej. Je bil pa en tako hud panični napad, po katerem sem jaz dobesedno sedela in mi je bila misel, da bi odprla računalnik, nepredstavljiva. In takrat sem pol šla do osebne zdravnice, kjer mi je ona tako rekla, ja, da pač to jasno izgorelost in da moram iti na bolniško. In jaz se še spomnim, takrat je bilo meni najprej, da to ni tako resno in da ne moram si zdaj privoščiti bolniške. Pol po par dneh je pa meni postopoma začel postajati jasno in sem bila toliko utrujena, da sem jaz na začetku neko krajše obdobje večino dni počivala oziroma spala, ker je tako fizična utrujenost prišla za mano. Kako se pa obravnava naš zdravstveno-socialni sistem to diagnozo, če jo zdaj tako imenujem? Meni se zmeraj zdi, da je to neko stanje, ampak kako rečemo, diagnozo. Kakšne možnosti imaš, kakšno pomoč ti ponudijo? Jaz sem imela tukaj srečo, predvsem zato, da je moja osebna zdravnica vedela, zakaj se gre, da je ona meni rekla, da je to izgorelost, ker se mi zdi, da če mi takrat ona ne bi jasno postavila te diagnoze,
da jaz nisem pripravljena to niti slišati in bi se mi zdelo mogoče, da ne vem, da jaz pretiravam, ne vem, če bi imela pogum v službi reči, jaz zdaj moram iti na bolniško, in potem te vprašajo, zakaj. Ne vem točno zakaj, jaz takrat nisem vedela točno zakaj in v bistvu mi je tudi osebna zdravnica rekla, da v službi ne razlagam, dokler ne bo jasno, kaj točno je in pač na začetku so prej neko bolniška za določeno obdobje in mi je ona sama rekla, sprot bova videla, kako bo šlo in kdaj se boš lahko vrnila nazaj v službo. To je bil en del, drug del je bil pa, da sem jaz že prej obiskovala psihoterapijo. Takrat sicer ne, ampak sem potem svojo terapevtko poklicala in pač šla takoj na obravnavo. To je bil sicer privatna obravnava, kar je seveda za plačati, se mi zdi mogoče škoda, da prav ta, se pravi ne psihiatrija, ampak prav tudi psihoterapija, da ni boljš omogočena in bolj dostopna vsem. Ker se mi zdi, da je bilo meni, ne da brez terapije ne moreš čez stvari, ampak greš lahko veliko hitrejš in imaš tam pač nekoga, ki ti je v pomoč in v oporo in s tabo predeluje nekatera vprašanja in je pač ga lahko pokličeš, če je res hudo in se potem v nekem krajšem času lahko premakneš na naslednjo točko. Sprav, zate je bila to v bistvu samo iniciativno, si se ti povezala s terapevtko pravzaprav, ker si imela že take izkušnje prej. Kaj drugega še ponudijo? Zdravila mogoče? Zdaj, jaz sem ne vem, kako je meni takrat. Spomnim se, da mi je osebna zdravnica, da mi je dala neke videe o tem, kaj se je dogajalo, in mi je rekla, da pač ne čim manj googlam, da to ne bo šlo v pravo smer in mi je dala neke osnovne informacije. Ne vem, mi je ona takrat ponudila zdravila, jaz sem o tem že toliko vedela, da sem si rekla, da bom pač najprej probala iti sama čez to, vedela sem pa, da opcija zdravil vedno je in da če bi se mi zdelo, da ne uspem, da bi se to tudi potem posegla. V glavnem, pomembno je bilo, da se seznaniš pravzaprav s tem, kaj se dogaja. Če lahko nekaj, mogoče le pogovarjala si se, verjetno poznaš tudi druge ljudi s tako izkušnjo ali pa ne vem, kaj si sama šla skozi to izobraževanje o tem, kaj se pravzaprav dogaja. Če lahko mogoče malo strneš, na kaj bodimo pozorni, da govorim bolj tako preventivno za nas, ki to poslušamo ali ki koga poznamo takole okrog, če kaj opazimo, kako naj reagiramo, kako naj sebe zaščitimo, malo, na kaj naj bomo pozorni, da ne pridemo toliko daleč, da mogoče se že sami kaj prej lahko pomagamo, ali se ustavimo, ali kaj aktivnosti zamenjamo. Ja, jaz bi rekla, zelo pomembno je neko ravnotežje med različnimi vlogami sebe. Se pravi, moja izkušnja do izgorelosti je šlo res zaradi pretiranega dela. Jaz verjamem, da lahko pride pri ljudeh tudi ne samo zaradi toliko dela, ampak zaradi, ne vem, si predstavljam ženske, je mama, pa ima službo, pa ima še neko tretjo vlogo in je lahko tudi tukaj pride do neke pretirane izčrpanosti. Jaz bi rekla, zelo pomembno se je čim večkrat vprašati, kako si, ustaviti se in pogledati, a začneš dan z zadovoljstvom, a greš lahko mirno spat. In če je kadarkoli odgovor ne, oziroma, ja, še to se mi zdi zelo pomembno, te neke osnovne stvari, s katerimi skrbimo za zdravje, se pravi, da je naše spanje kvalitetno, da se redno gibljamo in da zdravo jemo. In jaz zdaj vem, da če imam eno noč, kjer slabo spim, jaz se takoj vprašam, ok, zakaj, se ni nič narobe, če imaš eno noč če imaš slabo noč spanja za sabo, ampak če je to neko daljše obdobje, pomeni, da nekaj ni v redu, ni to. Ne sme biti kar odgovor, ja, je malo stres, ampak tam ne, pač danes aktivno začeti delati na tem, da jutri lahko bolj spim. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, so odnosi. Odnosi v službi, se mi zdi, da se to pri izgorelosti mogoče premalkrat poudarja in da staje tak poudarek na vsakega posameznika. Se tudi jaz prevzamem velik del odgovornosti za izgorelost s tem, ker sem bila jaz nagnjena k temu in sem jaz delovala v to smer, ampak se mi zdi pomembno ozaveščati, da odnosi na delovnem okolju, da so pomembni in da so pomembne malenkosti in da šteje, a ti prihajaš v službo, kjer si ti tam lahko sproščen, ali je skozi nek ta pritisk, a so tam neki ljudje, kjer
ne vem, in se ustvarja neka negativna klima, a imaš nekoga v službi, kateremu lahko zaupaš, kako se počutiš. Se mi ne zdi pomembno, da pričakuješ, da imaš v službi najboljše prijatelje, ampak je pa fino, če so to v redu odnosi in da so pozitivni in da so odprti. To se mi zdi nekako za vsakega pri sebi, da skrbi za neko zdravo preventivo. Kako se pa odzvati na druge ljudi, ki so mogoče soočeni s tem, oziroma kako biti pozorni, če so na poti do tja, bi pa rekla predvsem pač poslušati in ne vem, jaz mogoče, težko je biti pameten do kogarkoli drugega, ne, jaz ponavadi vedno rajš komu podarim knjigo ali pa omenjam, da obstaja terapija, ker se mi zdi, da so to viri informacij, ki so mogoče bolj bogati in polni in hkrati potem lahko vsak pri sebi nekaj prebere in vidi, a se najde v tem ali ne. Hkrati se mi zdi pa zaradi tega toliko pomembno govoriti o izgorelosti, govoriti na glas. Verjamem, da se ne boš odločiti vsak napisati knjige o tem ali pa govoriti javno, ampak govoriti vsaj, če gre nekdo skozi to, povedati svojim bližnjim, povedati, zakaj se je to zgodilo, kako se je zgodilo. Meni je bilo noro, ko sem doživela prvi panični napad in potem govorim s svojim bližnjim in jaz ugotovim, da to so že vsi imeli. Mene bo tako, kako to že vsi poznajo in ko se meni to zgodilo prvič, jaz nisem imela pojma, kaj se dogaja. Tako da se mi zdi iz tega vidika pomembno govoriti iskreno, ker lahko s tem, ko deliš svojo zgodbo, mogoče nekomu, ne ta trenutek, mogoče se bo nekdo čez en mesec spomnil na to, kaj si ti povedal in bo lažje. In bo bolj pozoren tudi pri sebi. Tako. Kako se ti pa zdi, a je to kaj povezano s tem, kako znamo ali ne znamo reči ne, ko začutimo, da je nečesa dovolj? Ja, čeprav jaz s tem reči ne vem, če sem imela toliko težavo. Velikokrat pa slišim pri drugih, da je bila to ena pomembna točka, kjer so začeli postavljati meje in mogoče bolj gledati nase. Tako da se mi zdi sigurno, če ima kdo težavo s tem, da želi vsem ugoditi, pa da ne postavlja sebe na prvo mesto, se mi zdi pomembno, ja. Tudi jaz sem imela mogoče ta del glede vzeti bolniško, meni se zdi, da ni primeren čas, ful me rabijo v službi, in potem, ko gledaš za nazaj, zakaj nisem pač veliko prej že vzela tistega enega dneva bolniške ali pa 2 dodatna dneva dopusta, ker bi, zdaj ne vem, če bi to toliko spremenili sliko, ampak če bi si miselno spremenila, da pride tvoje zdravje na prvo mesto, bi mogoče se s tem izognili na tej daljši bolniški. Lahko bi pomagalo, ja, zdaj lahko ugibamo v tem. In verjetno bi pač, če bi ti imela neke dodatne dneve počitka, se mogla usmeriti na neke druge dejavnosti, ne bi mogoče kaj odkrila zase že prej, da bi malo porazdorila te, bom rekla, moči, ne, na več področjih. Tako, počasi bova prebrali kakšen odlomek, prej bi te pa rada še vprašala, ko sem že omenila Aljošo Bagola, seveda, jaz dolgo nisem vedela, da sta bila vidva povezana in celo sodelavca in da te je on sprejel v službo. Pa me samo zanima, ker je res tako nekako vidim eno tako sočasnost, da sta oba doživela to izgorelost. Me zanima, a si ti tudi pri njem kaj tazga opazila, ali kako je bilo s tem? Koliko si vedela za to, da je tudi sam šel skozi to izkušnjo in pravzaprav pisal knjigo o tem? Jaz sem vedela za to, mislim, da ne takoj, da se ni o tem takoj to govorilo v službi in pol, ko se spomnim nazaj na svojo bolniško, tudi jaz nisem takoj, ti ne veš, ko greš na bolniško, ti ne znaš s prstom pokazati, aha, to je zdaj izgorelost, ne veš, koliko časa bo trajalo, se mi zdi, da tudi prej Roši se ni takoj vedela, ampak pol je pa on na neki točki tudi v službi jasno povedal svojo zgodbo, kaj se mu je zgodilo, kako se počuti. In jaz sem že prej z Aljošo imela osebne pogovore in meni bo ful fajn, da v mojih očeh je on sigurno na nek način mogoče prebil let z izgorelostjo, vsaj v industriji oglaševanja. In si predstavljam, da je dosti ljudi mogoče zaradi njega tudi prvič pomislili, če so na poti tja, si upali povedati, če so. In
bilo mi fajn, no, da sem v njem sigurno imela neko osebo, ki sem jo spoštovala in da me je razumela. No, to me veseli. Zdaj bomo pa prebrali prvi odlomek, ki sva ga izbrali skupaj. To bo pismo življenjskemu partnerju. Ta del, ki se skriva v odgovoru na vprašanje, če ti je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje. Moj dragi življenjski partner, opravičujem se ti za vsakič, ko sem ti dala občutek, da nisi dovolj. Žal mi je za vsakič, ko sem te primerjala z drugimi in te prepričala, da ne ustrezaš mojim zahtevam in pričakovanjem družbe. Žal mi je za vsakič, ko sem te polnila s slabimi stvarmi, prepričana, da bo to zapolnilo praznino. Žal mi je za vsakič, ko sem bila nespoštljiva. Žal mi je za vsakič, ko sem te ponižala, zmerjala in bila prestroga. Žal mi je za vsakič, ko ti nisem dala dovolj prostora, da bi dihal in samo bil. Žal mi je za vsakič, ko te nisem poslušala, še posebej, ko sem vedela, da mi imaš nekaj pomembnega povedati in da imaš prav. Žal mi je, da ti nisem dala vsega, za kar si prijazno vprašal. Žal mi je, da nisem opazila, ko si potreboval dodatno ljubezen in pozornost. Žal mi je za vsakič, ko sem mislila, da me zmaga nad tabo naredi zmagovalko. Žal mi je za vsakič, ko sem pozabila, da sva v tem skupaj. Žal mi je za vsakič, ko sem pozabila, da sva ekipa in da le kot ekipa lahko uresničiva velike stvari. Žal mi je za vsakič, ko sem ti govorila, kakšen bi moral biti, kako bi se moral obnašati in zgledati, ko pa si bil v resnici ti tisti, ki mi je omogočal, da naredim vse, kar sem si zamislila. Žal mi je, da se ti ne zahvalim večkrat, da si tu zame in me nikoli ne pustiš na cedilu. Žal mi je za vsakič, ko sem te zlomila na koščke in si ti kljub temu prišel nazaj, bil moja skala in moj dom. Žal mi je za vsakič, ko nisem poslušala tvojega glasu, ki mi je pravil, da sem kraljica in ti moje kraljestvo. Žal mi je za vsakič, ko sem te jemala za samoumevnega. Žal mi je za vsakič, ko sem te obravnavala kot sovražnika, a si bil v resnici moj najljubši prijatelj, sopotnik in partner. Te besede so namenjene tebi, moje drago telo, moj življenjski partner, moja skala, moj dom, moje kraljestvo in tempelj. Oprosti. To je ganljiv odlomek, jaz ne vem za kaj takega, da bi že kdaj lahko prebrala, da je nekdo se tako posvetil telesu, ki je vendarle brez njega nas ni, ne? Zakaj je telo tako pomembno? Ja, In ta skrb zanj. Ja, tako. In to, kar sem prej rekla, to spanje, prehrana in gibanje, se mi zdi, da je toliko malo potrebno. Enkrat sem prebrala, da bi se mogli skozi obnašati, oziroma razmišljati in obnašati do svojega telesa, kot to počnemo takrat, ko smo bolni. Ker ko recimo zbolimo ali pa nas nekaj boli, nas nekaj zateguje v križu, takrat bomo vse naredili. In si bolj vedno bom vsak dan spet delala jogo, pa sem napravljena vse narediti. Ko smo pa zdravi, ko smo pa ok, pa hitro pozabimo in si mislimo, ja, ne, vse je ok, vse je v redu, danes se mi ne da. In se mi zdi škoda, kolikokrat na ta način zapostavimo telo in se obnašamo, kakor da moramo nekomu drugemu delati uslugo, da se za nekoga drugega borimo ali pa proti nekomu borimo, medtem ko v resnici je to pač res skrb zase. Zakaj se ti je zdelo pomembno, da se tako pobotaš s svojim telesom na tak način? Tako se meni zdi tako ganljivo, no? Ganljivo, res. Se mi zdi, da smo kot družba že toliko
da je mogoče predvsem na ženske, čeprav ni to izključno samo za ženske, ta pritisk na telo, ki se ga res obravnava od zunaj, se mi zdi naporen. In drug del je pa pol siguren skozi izgorelost, kjer sem pa sploh totalno v bistvu zanemarila znake, ki mi jih je dajalo telo in se mi je zdel mogoče nek korak, ko sem to pisala k sebi nazaj, da se spomnim, pač kaj je res pomembno, ne, in koliko je, pač ja, da je telo tvoja desna roka in da skupaj z njim sodeluješ, ne kontra njemu. In ko si dobila to bolniško, ko si mogla po navodilih zdravnika res počivati in da bi okrevala, si se lotila tudi tega svojega projekta. Meni je to zanimivo, ker si našla neko odlično pot. Neko mnogo odličnejšo pot od tega, da samo počivaš ali ne vem, uživaš neka zdravila ali karkoli, da si prav našla neko svojo pot, nek svoj izziv. Pa me zanima, kako je prišlo do tega, a si enostavno sama premišljevala o tem, kako bi lahko nekaj izboljšala, ali si imela kakšne zglede, kakšne nasvete, kako je prišlo do tega, da si pač naredila ta projekt. Najprej želim poudariti, da to ni bilo tako, da sem šla jaz na bolniško in potem naslednji teden se jaz lotim tega projekta. Jaz sem najprej tekom bolniške, bo to par mesecev, ker jaz sem dejansko ležala in počivala in ne vem, hodila na sprehode. Pol pa mislim, da je bilo 1,5 leta po tem, ko sem bila diagnosticirana, ko sem pa se toliko sestavila nazaj skupaj, da sem nekako tudi začela sem že nazaj delati, takrat za polovično delovni čas in se mi je zdelo, da bi jaz nekako že mogla biti spočita, imeti dosti energije, ampak hkrati sem videla, da pač nisem taka, kakor sem bila prej, pa ne, da bi si želela iti nazaj, ampak vsem pa ja, jaz sem bila takrat stara 27 let, to bilo 2 leti nazaj in sem pač pričakovala od sebe, da bom imela več energije, ne, sem bila pogosto in utrujena in otožna oziroma slabe volje. In vedela sem, ja, da mi bo, želela sem mogoče nazaj nek ta kreativni izziv in hkrati jaz sem močno verjamem v to neko osebno rast in jaz bom vedno imela, se mi zdi, da nek izziv na tapeti, kjer pač se bom v neko smer trudila, kaj lahko izboljšam na sebi. In se mi zdi, da sem to dvoje združila. Spomnim se pa, da je bilo recimo obdobje teden, dva, ko sem se spraševala, vedela sem, da bi želela o nečem pisati, želela sem o nečem, o mentalnem zdravju, to mi pa že nekdaj zelo pomembna tema, da se mi je zdelo smiselno o tem govoriti na glas, da bi to združila z ilustracijo in sem razmišljala, kaj bi počela, pa sem se malo tudi z enim prijateljico pogovarjala in sem njo spraševala, kaj bi se njej zdelo zanimivo, o čem bi bilo njej v redu brati. Pol pa, ki je prišla ta ideja, 100 dni do boljše sebe, pa se spomnim, da je bilo tako, to je to. Jaz si zdaj želim to delati, to bom jaz združila, to bo mene motivirati, da se bom jaz boljš počutila in jaz sem iskreno v prvi vrsti zelo zgolj sebično želela, da se bom jaz boljš počutila. Jaz takrat nisem imela cilja, kako bi s tem pomagala to drugim, jaz sem želela, jaz se bom boljš počutila. Ne? In objavljanje javno je bilo zato, da bo mene motiviralo. Nekje pol tekom projekta sem pa jaz rekla, pač da ima to neko dodano vrednost, da jaz lahko s tem mogoče nekoga ozavestam, da mogoče nekoga spodbudim in predvsem s knjigo se je pol začela rojevati še ta želja in da sem zdaj pripravljena o tem govoriti, še vedno in govoriti na glas in deliti to z drugimi, je pa iz želje, da oziroma iz upanja pa možnosti, da pomagam še komu drugim. Zakaj pa ravno 100 dni? Ta cikl, ne vem, je pomembno, da je ravno 100 dni. In kaj si od teh 100 dni pričakovala na začetku? 100 dni se mi je zdelo dosti dolgo obdobje, da lahko vzpostavim neke nove navade. Se mi zdi, da je, ne vem, 1 mesec mogoče malo, ne vem, da si rečem celo leto, se mi zdi, da je veliko. Ne vem, mogoče mi je bilo všeč neka okrogla številka in hkrati se mi je zdelo, da bo zahtevalo od mene predanost, da bo izziv, da ne bo čisto enostavno, hkrati se mi je pa zdelo, da 100 dni bi lahko nečemu posvetila. Kaj je bilo drugo vprašanje? Kaj si pričakovala?
na začetku od teh 100 dni? Da bi se boljš počutila. Vem, da cilj je bil to, da se boljš počutim in da pač se bom potrudila in mogoče, ne vem, naredila kakšen korak izven cone obdobja. Nisem imela nekih visokih planov ali pa v glavi nekih večjih sprememb. Želela sem hoditi v smeri, da se boljš fizično in psihično počutim. Kako je pa izgledalo to ustavljanje ustvarjanju, ki si mu bila prej temu grafičnemu, bom rekla temu, ki si ga izražala skozi delo, no, bom tako rekla, ki si pol mogla vendarle malo omejiti to, a ne, aktivnost in se posvetiti drugim. A te to, kako to izgleda, ne vem, za nekoga, ki je tako, bom rekla, nadarjena si, usposobljena si, kreativna si na tem področju. Kako je bilo to, ko si tako, če sem prav razumela, v knjigi si se mogla malo bremzati nazaj, ne, in dati prostor drugim aktivnostim. Kako je to izgledalo? Je bilo težko? To ni toliko težko, če prej delaš, ne vem, 18 ur na dan, ne, pa pol to malo skrajšati, no, pa še vedno veliko delaš. Je še zmeraj veliko stane. Ampak ja, ne, takrat sem se predvsem trudila, da sem si res postavila jasno mejo, da za vikend, da sem pač za vikend delala druge stvari in da sem iskala druge stvari, v katerih bi toliko uživala, kot sem uživala v delu. Ne. In postopoma je bilo to pol skozi nekako lažje, da je prišlo do te točke, da recimo, če zdaj pomislim, pač jasno vem, kdaj zaprem računalnik in se začnejo druge aktivnosti. Kako si pa izbirala te dnevne izzive? So prihajali sproti na misel? A je bilo včasih težko ga najti? Kako je to izgledalo? Se mi zdi, da Oprosti, a si jih naprej postavljala, ne vem, za en dan naprej, po nekem planu? Kako je bilo to? Se mi zdi, da večino dni je pač dan sam od sebe prinesel nekaj, ker je šlo to toliko za večino je šlo za mala dejanja, ne, se pravi, ne vem, ali da sem se spravila teči, sem premagala neko lenobo, sem se opomnila na pomembnost hvaležnosti, se pravi stvari, ki so nam res na voljo čisto vsak dan. Te so prišle vsak dan sproti in je prišel trenutek, ko sem vedela, evo, zdaj imaš pač priložnost se odločiti za boljšo verzijo sebe. Ko je šlo pa za večje spremembe, ker se spomnim, da tekom projekta tega še nisem nekako mogla javno deliti, je bilo pa predvsem, ker sem bila v postopku, da dam odpoved v službi. To so pa bile neke stvari, ker se spomnim, da sem tekom projekta se veselila, kdaj bo dan, da bom lahko napisala, da sem dala odpoved, da sem zbrala ta pogum, da se to ni zgodilo tako v enem dnevu, ampak je vseeno več manjših korakov. Da te koraki so pa bili nekako. Vedela sem, da si želim potem, da se zgodijo in sem se veselila dne, ko bo to tisti dan, ko bom rekla, evo, danes se bo to boljše dejanje. No, in kdor bo prebral knjigo, bo točno videl, kdaj se je to zgodilo na tej poti. Me samo zanima, a je bilo to tvoja želja že pred temi, kot preden si začela teh 100 dni izzivov, ali je pač nekako se takrat pojavila in dozorela v tem času? Mogoče sem že prej malo vedela, da si želim neke spremembe, pa si takrat sigurno še nisem dovolj zaupala, da bi šla res na samostojno pot. Jaz kljub temu, da sem imela prej že svoj popoldanski SP, sigurno me je bilo straha, ne, iti na svoje, ne imeti toliko varnosti in mogoče tudi izkušnja z izgorelostjo. Takoj, ko sem prišla nazaj iz bolniške, sem si v bistvu že sploh želela varnosti in mi je bilo fino, da sem se lahko vrnila nazaj v službo, da takrat ni bil še dodatni pritisk na meni, kjer bi bil iskati nove projekte, delati, pač prevzeti več različnih vlog, ker pa biti samo oblikovalka. Pol pa prav tekom tega projekta se mi zdi, da je bil tudi ključen, da sem jaz v sebi gradila zaupanje, da bom zmogla to in da mi je bilo bolj pomembno moje počutje, kakor pa varnost in da sem se upala stopiti izven cone obdobja. Zdaj pa, če jaz predlagam kar naslednji odlomek. To je pa en odlomek, ki govori o radosti, saj jaz sem ga tako doživela. In sicer, ja, no, tudi si mu dala tak naslov, iz strani 291, pa prebereva kar v celoti, ki je krajši zapis. Torej, na vprašanje, kaj si danes naredila bolje, odgovarjaš takole.
Odprla sem se radosti, tisti čudoviti radosti, ki se ji včasih bojim prepustiti, ker jo pogosto spremlja strah, da se bo nekoč končala. 3-urno vožnjo z obale sem raztegnila v celodnevni izlet po lokalnih cestah, odkrivanje vasic ob poti in opazovanje sončnega zahoda. Če tega ne bi storila, bi bil to najbrž žalosten konec kratkega oddiha. Saj je jutri ponedeljek, ko se moram vrniti v resnično življenje, tako pa se današnje sanje še ne končujejo. Predajam se zadovoljstvu in ga ne bom uničila z ugibanji, kdaj se bo končalo. Se je zaradi tega kdo počutil bolje? Jaz plus ena oseba. Ti je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje? Še naprej se odpirajte radosti v vseh oblikah, ki vam jih življenje ponuja. Ne dopustite, da bi vam strah pred temo prečil uživanje v svetlobi. In ne pozabite, da nismo hvaležni zaradi radosti, temveč je hvaležnost tista, ki nas naredi radostne. Hvaležna sem za čudovite dni na obali, hvaležna za današnji dan, hvaležna za teden, ki je pred mano. Hvaležna sem za projekt 100 dni za boljšo mene. Kaj lahko dodaš k temu odlomku? Kako se ga spominjaš? Dobro se spomnim tega dne. V bistvu je ta projekt res meni tudi služil kot en dnevnik, ne, in je ful lepo, ker so te dnevi dobro opisani, niso zdaj vsi tako detajli od nekaj tazga, kar se je prav zgodil, ampak prinese spomine nazaj in se čisto spomnim tega dne in vožnje domov in občutkov in je lepo videti že sam imeti spomin na to, ko se spomniš na pomembnost hvaležnosti, pač takoj spet v tebi iste občutke zbudi. Ja, pomembno je biti hvaležen za malenkosti in te malenkosti, za katere smo lahko hvaležni, pač so res prisotne čisto vsakem dnevu. In tukaj v zapisu se vidi, da si pač šla proti tem svojemu strahu in si se predala hvaležnosti. Proti temu strahu, če se predam, pa bo kar naenkrat konec. Ampak se je preprosto uživala v tem, kar ti je trenutek ponudil, oziroma prav ta cel dan. Všeč mi je tudi tvoj zaključek pri eni objavi, kot nek moto v Rimi, ko zaključiš takole: skrbi na stran, hvaležnost na plan. In ta odlomek, ki smo ga pravkar prebirali, tudi poudarja hvaležnost in pa radost samo in kako sta povezani. Hvaležnost in radost se večkrat pojavljata v tvojih izzivih. Kako to? Si jima hotela dati še poseben poudarek? Se mi zdi, da jih kar visoko vrednotam in se mi zdi, da dobro orodje za boljše počutje. Ne vem, je tudi v knjigi napisano, ampak imam iz tega projekta v glavi to misel, da ni radost tista, zaradi katere smo hvaležni, ampak je hvaležnost tista, zaradi katere smo radostni. Se pravi, ne pride najprej, da se nam nekaj dobrega zgodi in si rečemo, saj ne zdi se mi, da pride to vedno, ne. Nekaj dobrega se nam zgodi in pa rečemo, ful sem hvaležen za to, kar mi je dano ali pa to, kar se je zgodilo, ampak gre lahko v obratni smeri. Jaz se še vedno velikrat zvečer preletim dan in izpostavim neke stvari, za katere sem hvaležna. In takrat v tisti sekundi se mi zgodi, da pač se moje telo fizično odzove na dobro počutje, ki pride skozi hvaležnost. Po spletu okoliščin si pa morala gledanje serij in filmov, kar zelo rada počneš, nadomestiti z branjem knjig. Kaj pa ti rada bereš? Kaj ti pomeni knjiga? Namreč naj opomnim, da smo pogovor s teboj, pravzaprav to predstavitev knjige pripravljali za 14 dni nazaj, to se pravi 20. aprila, ko je v tednu, ko je bil tudi Svetovni dan knjige, in zato kljub temu ti postavim še danes to vprašanje. Kaj ti pomeni knjiga in kaj rada bereš? Se mi zdi, da mi je branje ob vsej tej tehnologiji in televiziji in računalniku, kjer se vse tako hitro dogaja, se mi zdi knjiga še vedno res neko to orodje, kjer pa gre vse malo počasnejš in se lahko umiriš in vklopiš svojo domišljijo. In hkrati na voljo toliko širok spekter skozi knjige, meni nekako, jaz vedno menjavam, nekako imam več knjig v rotaciji. Ena ponavadi je malo psihološka,
pol bo en roman, pa recimo, da ena poezija. Tako da trenutno imam odprte proces prisotnosti, ne bom se spomnila avtorja, potem je od Marka Levija Ona in on, poezijo pa trenutno, ne vem, lahko bi vedno rekla, da berem Milo Kačič, recimo. Ja, večkrat si omenila tudi v knjigi, to sem opazila, namreč mi pripravljamo v petkih redno rubriko z eno poezijo, ki jo tudi včasih interpretira kakšen od naših gostov in res smo imeli nedavno Milo Kačič in prav to zadnja je bila, mislim, Moja mala dlan, pa Prebojenje je bilo, tako da mi je bilo zanimivo, no, to sovpadanje tvojega okusa, tvojega izbora in pa izbora našega gosta, ki je pa tudi iz tvojih domačih krajev, namreč interpretiral je to Borut Gardner, režiser Škofjeloškega pasijona. Ti si noter pišeš tudi en dogodek, ko si z nekom brala knjigo in kako ti je bilo to užitek. Jaz sem se spomnila potem, da pravzaprav, da je to nekaj, čemur se premalo posvečamo. No, jaz se spomnim v svojem življenju, enkrat sem brala neko knjigo, tako zabavno skupaj z nekom in to sva jokala od smeha s tem sobralcem pravzaprav. Drugače pa, ne vem, vsak se zatopil svojo knjigo. Zdaj, če imaš koga ob sebi, da lahko z njim podebatiraš, jaz večkrat tako kaj berem, pa potem poročam možu, ki tudi nekaj svoje bere, ali pa si malo izmenjava, to je fino. Ampak da skupaj oba isto knjigo bereta in se oba isto posvetita isti vsebini, se mi zdi pa tako izjemno in res nekaj, kar bi bilo fino, da bi malo večkrat se tega lotili, no, ker je res nekaj posebnega. Kako ti ocenjuješ, kako se je tebi to zgodilo? Je bilo to naključje ali je bilo namerno tako skupno branje? To ne vem, če se zdaj spomnim. Bi rekla, da ni bilo namerno. To je bilo v obdobju, ko sva s fantom v bistvu začenjala. Se pravi, tekom teh 100 dni se je zame tudi zgodila sprememba, da sem spoznala fanta, s katerim so zdaj skupaj in še vedno velikrat bereva knjigo skupaj, sicer bolj na način, da vsak svojo, pa se bolj kaj prebereva. Ampak bi pa zdaj sem se spomnila, zdaj bi lahko v bistvu si pa namerno dala to, da bi pa večkrat tudi ne nujno mogoče brala celo knjigo hkrati, ampak res večkrat si podeliti, lahko tudi samo neke odlomke, ne, se mi zdi, da je fino, dober občutek je, če se te nekaj dotakne, da lahko pač to z nekom deliš, mu poveš in slišiš mogoče njegovo mnenje in se pa razvije spontana neka debata. Ali pa prebereš na glas, kar počnemo tudi v nekih bralnih klubih naše knjižnice. Zdaj bomo pa midve prebrale na glas, seveda tudi naslednji odlomek iz najinega izbora. Tukaj sva pa na polovici tvojega tega izziva, 50. dan, in prebereva tisto tvoje navdušenje in veselje ob tistih rezultatih, ki so se že pokazali. Torej, odgovor na drugo vprašanje. Pridejo dnevi, ko misli zlahka prelijem v besede in oblikujem v pomenljive stavke. Danes pa v meni kipi toliko čustev, zadovoljstva, hvaležnosti in ponosa, da lahko le upam, da mi jih bo uspelo ujeti v smiselno celoto in da bom zbrala pogum, da jo delim povsem iskreno. Na dan, ko sem se odločila za ta izziv, se je nekaj v meni začelo spreminjati. Na splošno sem se začela bolj truditi. Pogosteje sem prečkala mejo cone udobja, šla globlje in se dvignila višje. Ta projekt sem začela s pismom sebi, v katerem sem si priznala, da imam dovolj preganjajočih misli o kaj če in morala bi, solzavih juter brez razloga in razdražljivosti zaradi nepomembnih stvari. Zdaj je marsikaj drugače. Še vedno imam slabe dni, še vedno sem kdaj pa kdaj utrujena, še vedno mi zmanjka motivacije, da sem boljša jaz. Toda, ko naredim korak v stran in pogledam nase od daleč, vidim, koliko sem se premaknila. Danes se počutim lahkotneje, bolj zadovoljno, bolj prisotno, bolj sprejemajoče. Veliko pogosteje razmišljam o vsem in vseh, za kar sem hvaležna. Še vedno se moram včasih opomniti, da se preveč preobremenjujem, toda občutki zadovoljstva pridejo bolj zlahka. Smeh iz srca je pogostejši.
Prijazen, ljubeč odnos do sebe ni samoumeven, a se vsaj ne zdi več nedosegljiv. Več časa preživim v naravi, pogosteje objamem ljudi. Prav danes sem bežno spoznala dva brezdomca, s katerima smo si iz vsega srca zaželeli le najboljše. Mnogo je stvari, ki sem jih naredila prav zaradi tega izziva in jih drugače mogoče nikoli ne bi. Stvari, ki si jih bom zavedno zapomnila. Rada bi se zahvalila vsem vam, da me berete. Ogromno mi pomeni, da imam prostor, v katerem lahko delim svojo zgodbo. Hvala vsem, ki ste se mi pridružili na tej poti. Veliko stvari je izpostavljenih, kaj pa je tebe najbolj nagovorilo zdaj, ko smo podoživljali tale tvoj zapis, spomin na ta dan? Mogoče ta lahkotnost in to, da nasmejalo me je to, da se še vedno opomnim, da se preveč obremenjujem z enimi stvarmi, ker se temu še vedno pogosto smejim in se še vedno opominjam na to, ampak res je pa s tem projektom se spomnim, da takrat prišla ena taka večja sprememba, da sem se veliko več smejala in res pač veliko boljš počutila in dobila spoznala svoja orodja, kako to ohranjati. In sem vesela, da zdaj, ko to poslušam in si mislim, da je to zdaj, to je 2 leti nazaj se to dogaja, slabi 2 leti, da sem ta orodja ohranila, se pravi, da ni šlo samo za nek 100-dnevni projekt, ki, ko bi bil zaključen, bi ga pozabila, ampak zaradi tega se mi zdi, ker je imel pozitivne posledice, sem pač te stvari, katere sem spoznala in jih prinesla v življenje, se pač trudim ohranjati še vedno. No, to je bilo tudi eno od mojih vprašanj. Me veseli res, da je to ta navada postala skoraj da železna srajca, ampak taka lahkotna železna srajca, a ne. Citirala si avtorico, no, zdaj pa ne bom našla, ki imam to napisano. Se bova pa kasneje dotaknili. Zdaj me samo zanima, ker sem imela nekaj pomislekov tudi tekom tega projekta, ali objavljati ali ne, oziroma v tem smislu, ko se izpostaviš, se odpreš in postaneš ravnljiv, lahko te, ne vem, te povratne informacije lahko različno nate učinkujejo, v neko negotovost se podaš. Kako si se soočala s temi pomisleki tekom projekta, ki si ga pa vendarle peljala, tako kot si ga začrtala od A do Ž do konca, z nekimi manjšimi spremembami, ko si dovolila recimo prekršiti pravilo in nisi naredila slike ali kar takega. Ja, to za odzive se mi zdi, da absolutno s tem, ko se izpostaviš in poveš svojo zgodbo, da tvegaš to, da bo nekje nekdo izpostavil nekaj, kar mu ne bo všeč in moraš biti mislim, ne da moraš biti pripravljen na to. Jaz sem se zavedala, da se mi to lahko zgodi in da mi bo neprijetno, nisem si postavila nekih lažnih upov, da ne mi je vseeno za to, kaj si mislijo drugi, seveda mi je bilo mar. Sem se pa opominjala in se trudila, da bi se bolj kot osredotočila na ta strah, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do neodobravanja, da sem verjela v možnost, da bom pa s tem nekoga navdušila in se mi je zdelo to, da ima to večji pomen, kakor pa ta strah pred mogoče kritiko. Pa s tem, ko se tako izpostaviš, pokažeš neko svojo ranljivost, kar je pravzaprav vrednota. Tako, in to sem pa prav, odkar je knjiga šla in pol so kakšni intervjuji in tako, in se obrnejo nami ljudje in povejo svoje zgodbe in vidiš, kako je vredno deliti svoje pač ranljive stvari in svoje dvome in strahove, ker potem, ko slišiš, da ti nekdo pove, da mu je pomagalo to, da se on sooča z istimi strahovi in da je lepo slišati, da nisi sam v tem, pač takrat postane vse vredno in strah, ki je, da ne bi bilo odobravanja, pač takrat izgine. Veš, da je to del poti, da tvegaš, ampak neka povezava, ki pa pride skozi ranljivost, je pa pač močnejša.
In tudi to, kot prvo projekt si zastavila zato, da bi se ti bolje počutila in pravzaprav seveda moraš tudi, ne vem, neko zrcalno podobo pogledati, zakaj pa se želiš počutiti bolje. Se pravi, je neko stanje, ki ga ne želiš več ohranjati, ne, in ga hočeš spremeniti. In seveda s tem pokažeš neko svojo ranljivost, dobesedno ranljivost, neko ranljivo plat, nekaj, česar nisi zmogla do zdaj še narediti bolje ali poskrbeti zase ali kakorkoli. Ampak te odzivi, tudi pri drugih ljudeh, meni je bolj pomembno to, da si pa ti res sebi pomagala in pokazala tudi eno možno pot, kako si drugi lahko pomagajo. No? In v tem vidim res veliko vrednost te knjige in tudi tvojega projekta, no? Ki se je zaključil pravzaprav s knjigo, ali pa na neko mestno postajo, no? Je prišel s knjigo. Tole bi še izpostavila, ki je tudi omenjeno v tem odlomku, ki smo ga prebrali. Namreč na začetku si napisala pismo sebi in potem tam pred koncem, mislim, da prav predzadnji dan, pa ponovno pismo trenutni sebi, in kakšna ogromna sprememba je to bila. Kako se ti tega spominjaš? Jaz se spomnim se obojega dobro. Mogoče še bolj tega prvega pisma, kjer sem se že takrat trudila, da to ne bom, da ne štartam projekta iz neke slabe volje ali pa iz nekega obtoževanja ali pa iz želje po perfekcionizmu, ampak se mi je res jaz se pač želim boljše počutiti, in da si to zaslužim in da lahko odkrijem pot do tja, in sem se tega lotevala tako res zelo iz ene radovednosti in želje po spremembi. Nisem si mislila, da je zdaj vse narobe, da sem na totalnem dnu ali karkoli. Zdelo se mi je pa, da je lahko veliko v mojih rokah, da bi se lahko boljše počutila. Pardon. A še zdaj kakšno pismo sebi napišeš? Si po tistem še kakšno pismo sebi napisala? A ni bilo več potrebno? Ne vem, če je prav tako direktno pismo, ampak ja, zdaj sem nekako v procesu štartanja enega novega tazga projekta in to se skoraj ponovadi vedno po meni zgodi z nekim pismom, tako da tudi tokrat se je pa malo drugačni obliki. No, saj prav, lepo, pač tako je neka spodbuda in začrtaš neko štartno mesto, kako bi rekla, in neko pot, po kateri želiš iti. Ja, povedali sva že, da si od teh 100 dni organiziranosti potem dejansko odnesla več, kot si pričakovala v začetku, in tudi seveda ta vpliv na druge, ki so si s tem tudi izboljšali svoje življenje ali počutje, kakorkoli je bil tudi nekako nepričakovan, te je presenetil. Bolj proti koncu sva pa bova vzeli še zadnji odlomek iz zadnjega dne, ko si zaključila projekt, kako si to zapisala. To je pa odgovor na tretje vprašanje. Tokrat ti je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje. S tem projektom sem se vrnila k sebi. Mislim, da je najdragocenejša lekcija ta, da se po padcu vedno lahko poberemo in vstanemo, ne le močnejši, temveč predvsem sočutnejši do sebe. Pred meseci sem obtičala v strahu, nelagodju, manjkalo mi je zaupanja vase. Skoraj sem že pozabila na iskrico, ki jo nosim v sebi, iskrico, ki jo imamo v sebi vsi, s katero odkrivamo radost in veselje. Iščemo ju znotraj in zunaj sebe, ju doživljamo, ustvarjamo sami in delimo z drugimi. Ta projekt me je opomnil, da je sprememba stalna. In če si pripravljen delati, vlagati, rasti z enim majhnim dobrim dejanjem na dan, se ti bo vse povrnilo. Meni se je. Na veliko. V zadnjih 100 dneh sem začela in končala psihoterapijo, preživela večino vikendov v naravi, preizkusila nove sloge ilustracije, spremenila delovne navade in osebno rutino, pustila službo, spoznala fanta in se zaljubila. O obiskovanju psihoterapije, življenju s tesnobnostjo, spopadanju z izgubo in perfekcionizmom sem spregovorila javno in odkrito
in se ob tem spraševala o pomembnosti sočutja do sebe, hvaležnosti in ljubezni. Daleč od tega, da bi se mi zdelo, da je moja učna pot s tem sklenjena ali da sem zdaj povsem drug človek. Seveda bom znova padala, obtičala ali ne dala vsega od sebe. Toda ni me strah in vem, da se bom, ko se to zgodi, vrnila k preizkušenim nasvetom in lekcijam, osvojenim v preteklih mesecih. Izziv 100 dni za boljšo mene me je spomnil, kakšna si želim biti. Spodbudil me je, da si zaupam in se cenim. In zaradi tega sem danes boljša ne le zase in do sebe, temveč tudi za druge in do njih. To je to. In hvala, da ste se mi pridružili na tej čudoviti poti. Kako čudovit zaključek, prav vse tole sva povedali, jaz sem prav en tak pregled naredila čez ta pogovor, predstavitev knjige in mislim, da sva res vse tele stvari, ki so noter izpostavljene, tudi se jih dotaknili in poudarili. Veliko sicer omenjaš spremembe, da so stalnica. Kaj ti to pomeni, ta sprememba v življenju? Neko povabilo mogoče, ne? Ja, tudi ta proces, da je okej, da se pač skozi spreminjamo. Se mi zdi tudi, da sem mogoče letos mogoče bolj umirjeno tudi s to korono, ko smo bili več doma, opazovala v naravi, kako je ta proces 4 letnih časov in kako, ko se končuje zima, so pač drevesa še čist nekako suha in izgledajo čist brez življenja in potem v začetku pomladi to začne, to listki pač kakor, ne vem, se mi zdi, da toliko ene energije prihaja ven iz sicer na pogled mrtve narave in se mi zdi, da se to dogaja v nas tekom enega meseca, recimo ženskega ciklusa ali pa življenja, različnih obdobij in se mi zdi, da je pač to okej in da je smiselno, da vsakom izmed teh obdobij namenimo svoj čas, da se pravi tudi takrat, ko se ne počutimo tako dobro, je pač to red, da samo moramo biti pozorni na to in da se spomnimo, da se lahko podamo na drugo pot, da se boš počutimo. Zdaj sem našla tole dr. Banovičevo, ki si jo citirala v knjigi, ki pravi, kakšen je mehanizem, pojasni, kakšen je mehanizem značajskih sprememb. Namreč najprej o nečem razmišljamo, potem to naredimo, nato to postane naša navada in na koncu značajska lastnost. In tudi povedala si že, da to še vedno počneš, ne? Ta izziv ne tako strumno, res vsak dan, ampak da je to neka navada, ki si jo vpeljala in ki ti še vedno pomaga k vsem tem ciljem, pravzaprav k boljšemu počutju, ki je bil najprej, čemur je bil tudi projekt namenjen. Notri je tudi en zanimiv manifest, ki si ga napisala, osebni manifest, zelo zanimivo branje. In pišeš, da si ga boš ukvirila in namestila na steno, na neko bližino postelje. Si to izpolnila v teh časih od tistega dne? Ne, ta manifest je pa slavni manifest, ker je že urednica želela, da dajmo napisati ta manifest noter, ne. Jaz se nisem spomnila, kje je to. Nisem vedela, tako da ne vem, kje je ta manifest. Jaz se spomnim, da sem ga pisala in to sem ga pol po tistem vem, da napisala še enkrat, ampak ja, prav tistega dotičnega pa ne visi, ne vem, kam sem jaz to pisala. Sem pisala na roke ali nekam v telefon in to zgubila. Mogoče pa pride pri naslednjem izzivu nov manifest, pa boš na tistega bolj pazila, da bo res prišel na steno. Torej si tudi ilustratorka med drugima, za našo knjižnico si domoznanska avtorica, torej imaš mesto v domoznanski zbirki, to je posebna zbirka vsake knjižnice, ki bom rekla, zbira avtorje iz svojega področja, se pravi, če so rojeni na področju knjižnice, torej to ti si, čeprav zdaj ne živiš več v svojem rodnem kraju. Torej, tako da kot ilustrator, kot te imamo, pri nas tudi v knjižni zbirki, pa potem zdaj se pridružujejo tvoje knjige in to ni prva knjiga, ki si jo ti napisala. Če lahko še kaj o tem poveš, ta o starih starših.
Ja, res ta je. album? Par let prej je izšla, to je bil tudi en izmed teh bolj osebnih projektov, ki so mi veliko pomenili. Je pa pri založbi Grafen Auer izšla knjiga, naj ti povem svojo zgodbo, ki je pa prav tako za izpolnjevati, ampak je namenjen starim staršem in jih noter v bistvu skozi vprašanja na temo otroštva, življenja, službe, ljubezni, prijateljstva in naukov za življenje povab, da na ta vprašanja odgovorijo in v bistvu skozi knjigo povejo svojo življenjsko zgodbo svojim vnukom. Ta album je še v prodaji? To je še v prodaji. Zato, ker se mi zdi zelo zanimivo, ga moram to iskati, da se pripravljam na svoje potomce, da bodo imeli eno tako lep spomin name. To se mi zdi tako čudovita ideja. Res čestitam za to idejo. Pa tudi izvedbo najbrž, ki je tako po tvoje lepo narejena. Ja, sodelovala si večkrat že s knjižnico, tudi s kakšnimi razstavami, to še nisem omenila, tako da si v naši knjižnici kar dobrodošla in sodelavka taka, tako za razne projekte. Danes so predstavili tvojo knjigo, se zelo veselim tega, da nam je uspelo tako lepo pripeljati pogovor do konca. Če me malo še, kakšni so odzivi na knjigo, na Instagramu so bili taki odzivi, da si potem te to še naprej peljalo do knjige, to si že omenila, ampak kakšni so pa kaj, knjiga je dosti nova, tako nekaj mesecev, kdaj je išla prav januarja, ne? Je išla januarja in je bilo v bistvu tako z januarjem in februarjem, ne vem, tudi marca, med top 10 prodanjami v Sloveniji, kar je res lepo je videti in Mladinska knjiga je zelo tako knjigo lepo izpostavila in skrbi tudi za promocijo. Mediji so se dobro tudi odzvali in se mi zdi, da nekako s tem se širi glas o knjigi, ker se mi zdi zelo pomembno, pač ti lahko narediš neko dobro vsebino, ampak z enim takim projektom je cilj priti do ljudi, in to je se mi zdi škoda, da bi knjiga ostala nekje na policah, zato sem vedno vesela kakršnekoli izpostavitve pa priložnosti, da se o tem govori in da se pride do ljudi, ki bi jih mogoče tak projekt navdušil in povabil, da se ga lotijo. Saj tudi knjiga, meni se zdi osebno, da je tako vsebinsko pomembna, tako pač izpostavlja to težavo, s katero se vse več ljudi sooča in pa seveda pomembno, kot sem že prej rekla, da ponudi tudi eno rešitev. Lahko gre kdo po tvojih stopinjah ali pa samo postane sam kreativen v to smer, recimo, kot nek nasvet ali pa kot nek zgled. In to je zelo dobrodošlo. Kako si sodelovala z Mladinsko knjigo? Si tudi povedala, si kar sama pristopila in so bili navdušeni, to me veseli, ker včasih je težko dobiti založnika, tako da sem vesela za to. A so vse povedali, ali mogoče želiš še kaj izpostaviti, kaj bi sporočili bralcem knjige in pa tem ljudem, ki naj poslušajo? Naj povem ob tem še, da bo posnetek na voljo tudi na YouTube kanalu knjižnice in pa seveda na našem podcastu. Jaz bi se želela vsem, ki poslušajo, vsem, ki se bodo odločili za branje knjige, se najprej zahvaliti in pač res vse povabiti, da se lotijo enega tazga izziva in enega tazga potovanja, s katerim se mi zdi, da se v prvi vrsti posvetijo sebi in mogoče odkrijejo kaj novega v sebi ali pa spostavljajo neke nove vzorce in boljše navade. Se mi zdi to vredno in smiselno delati. Hvala lepa, Vida, še enkrat, da si se odzvala našemu povabilu na ta pogovor, na predstavitev knjige, da si delila vse te svoje izkušnje z nami, tako, da si bila ranljiva z nami. Jaz bom kar sama povedala, da knjigo, ko sem jo prebirala, da me je navdušila, tudi tako, ne vem, kakšne ideje sem dobila, kar lahko tudi seveda sama pri sebi veliko poboljšam, ali kako se stvari lotiti. Tako da še enkrat ti hvala za to. In za to, da si bila nocoj z nami. Hvala tudi vsem, ki ste spremljali najin pogovor in vas vabim, da ostanete z nami še naprej v vseh predstavitvah knjige in prireditvah knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Lahko noč vam želim. Lahko noč, Vida.